Živijo, sva Mateja in Marko, ti pa poslušaš podcast Mladost na kmetiji. Dobrodošli v novi epizodi podcasta Mladost na kmetiji. Le kje se nahajamo tokrat? Vam bom dala en tak namig. Ena pesem gre narodna, če se spomnite, čez ljubelj na drugo stran. No, potem ona zajodla v pesmi, jaz tega ne bom naredila. Lahko vam pa povem, da smo danes prišli na Koroško k našim zamejcem. Tokrat bomo spoznali tudi kmetijstvo na drugi strani naših meja. Z nami pa je Dominik Krušic. Dominik, pozdravljen. Pozdravljena. Zdaj, jaz ne znam čisto točno povedati, kje se nahajamo, bi morda kar ti povedal, kje točno smo. Ja, mi smo tle na južnem Koroškem, v lepi Rožni dolini, v občini Belčovs, Belinja vas. In to je sred Roža, z vrh Drave med Beljakom in Celovcem. Wow, Rožna dolina, lepo se sliši, všeč mi je. Se pravi, zdaj, ko vemo, kje približno sva, bi pa mogoče nekaj povedal o tvoji družini. Moj oče je bil kmet, zdaj je v penziji, moja mama hodi v službo. Imam še enega brata pa dve sestri. Brat je nastavljen tle v sosednji občini v eni firmi in sestra je učiteljica. In mlajša sestra bo začela študirati v Gradecu. In ja, starih staršev ni več, na žalost. In ja, smo kar velika družina, tudi tete pa strici, kar velika družina. Super, ja, 4 otroci, to je že kar lepo videti. Tudi tule vi poslušalci ne vidite, ampak na slikah, na stenah imamo kar precej slik otrok in družine, res simpatični. Zdaj pa mogoče, Dominik, poveš malo več o tvoji izobrazbi, pa mogoče preplečeš s tem, da poveš tudi, v bistvu tle je vse bolj dvojezično in tudi šolanje tvoje je bilo precej dvojezično, a ne? Ja, naša občina ali tudi okolica je še veliko dvojezična, sploh pri nam v Belčovsu je skoraj vse še dvojezično in hodil sem v ljudsko šolo, seveda dvojezična, potem po ljudski šoli imamo mi v Celovcu slovensko gimnazijo za Slovence, kjer tudi veliko Italijanov pa Slovencev pride, pa tle hodi v šolo. Tle pa po 4 letih sem pa šel v kmečko šolo v Goldenhof v Velikovcu 3 leta. In potem sem pa hodil v višjo šolo za kmetijstvo in prehrano Picelštetten, to je v bližini Celovca. Tam sem naredil maturo ali diplomo in potem je bilo civilno delo. In po civilnem delu sem pa hodil na Dunaj študirati. Wow. Se pravi, si pa v bistvu skozi do Dunaja, ste imeli skozi dvojezično šolo, ste se v šoli pogovarjali v bistvu slovensko in nemško. Zadnje 2 šoli ne, sem že možnost je postala, da imaš slovenski pouk v kmečki šoli, to sem imel, potem ne več. Wow. Ampak vse druge šole na južnem Koroškem, tudi ljudske šole, imajo možnost, da greš k dvojezičnemu pouku. Super. Tudi v vrtcu že, ne? Se mi zdi, da si omenil. Seveda. Wow, lepo, se pravi, tudi govoriš v bistvu zelo dobro slovensko. Ja, to je od tega, ker se učimo v šoli. Pa tudi doma se pogovarjate precej v slovenskem jeziku, si rekel, a ne? Ja, doma se samo v slovenskem jeziku pogovarjamo, seveda v našem narečju, rožanskem narečju. In v vasi vsak, ki je bolj star kot 50 let, normalno še zna slovensko in tem se tudi še slovensko govori. Je tudi odvisno, a hoče govoriti ali ne, zaradi kaj je bilo zadnjih 100 let in Zgodovina naredi zaradi zgodovine. svoje. Ampak ja, večinoma še znajo veliko, ampak seveda izumira. Kaj pa tebi to pomeni v bistvu biti zamejec, pa da lahko govoriš slovensko? Ja, tle sem rojen, to je naša domačija, tu sem jaz doma in je vedno bilo slovensko,
z staro mamo, z starim dedejem slovensko govoriti, slovenske pesmi prepevati. Se To je pravi, nekaj v lepega. bistvu, v bistvu slovenski jezik precej prepleten s tvojim življenjem. Ja, seveda, ja. Super, si pa v bistvu zdaj boš silih začel novo službo. Tudi tvoja služba te je popeljala v kmetijske vode. Kaj vse si delal oziroma kje si zdaj zaštartal z delom? Ja, tudi zaradi tega, ker sem kmečke šole hodil, pa študiral kmečke stvari. Seveda sem delal potem tudi v kmetijstvu. Doma sem rekel, oče še dela, da hodim še v službo. Cilj je seveda, da bom nekdaj postal, sem ja kmet, ampak da bom samo doma in lahko od tega živel. Ja, začel sem kot kontrolor, kako si Pri rekla? nas rečemo kontrolorja za mleko, ne? Za kakovost mleka. Za kakovost mleka. To in tudi, da sem kmetje kontroliral za standarde, ki jih morajo imeti, dosegati pri ovčereji, pri goveji. Tukaj sem pa se peljal veliko kilometrov po celem Koroškem pa Tirolskem. In to sem delal ene par let. Potem mi je to malo bilo preveč, da sem v avtu sedel in tudi z mojim privatnim avtomobilom sem se moral voziti. Potem sem dobil službo v višji šoli za kmetijstvo, kjer sem sam naredil maturo. Tam sem delal na kmetiji in gledal na živino. Vse, tle sem bil za vse pristojen. Od kolin do žetve, na traktorju sedeti. V bistvu kot nek vodja, tehnolog. Ja, točno. In zdaj mi je pa to tudi bilo predaleč, ker sem se skoraj 45 minut v službo peljal in sem tudi imel velikokrat v sobotah pa nedeljah službo. In jutri, zdaj bom pa začel v mlekarni, največji mlekarni Avstrije. Tle bom pa tak zastopnik za kmetje. Če imajo kmetje kakšne probleme ali kaj, se mene pokličejo in jaz jim pa poskušam pomagati. Wow, se pravi, si videl že v bistvu veliko kmetij, spoznal veliko Jaz sem kmetij. že veliko kmetij spoznal, ja. Je to luštno delo, ne? Hoditi po terenu na nek način. Ja, zaradi te službe sem seveda spoznal celo Koroško. Jaz vem točno, kje je kdo. In je bilo lepo druge konce, druge kmetije videti. Seveda je včasih bilo malo naporno s kmetimi kakšne termine narediti, ker noben kmet nima časa, ampak Ja, to pa je, to pa poznam, ja. ampak ker sem sam kmet in vem, kako se deluje, so me tudi, kako bi rekel, tudi radi imeli, ker Čisto drugače kmetje sprejmejo, ne? Nekoga, ki jih ker sem spoštuje vedel, na pa kaj moram razume. gledati, in če živini dobro gre, potem je itak že vse super. Se pravi, že v službi in z izobrazbo dihaš kmetijstvo, pa morda poveš malo še o domači kmetiji. Kako se pri vas že po domače reče? Pri nam je pri Rupiju, ker pred 300-400 leti je nekdaj bil kakšen rupat tukaj na kmetiji, se reče. In pri nam je Rupijeva kmetija. Meni tudi reče, moje ime je Rupi, prijatelji mi rečejo Rupi. In ja, imamo skoraj vsakega malo, kot je to vedno bilo. Na žalost smo zdaj nehali z molžo krav, drugače smo okoli 20 molznic imeli, ampak ker jaz hodim v službo pa ata šel v penzijo, smo s tem nehali. In ker smo tudi malo v vasi zaprti, jih ne moremo ven spustiti. Potem imamo zdaj okoli na leto 20 prašičev, ki jih sami zakoljemo, pa delam salame, šunko, špeh, zasako, pa še druge specialitete. Kure imamo za jajca, ovce, jezero Solčavske,
ki so na pašnikih. Jezersko-solčavsko pasmo, Ja. slovensko avtohtono, lepo. Slovenska so po Koroškem je Kärntner Premšav, Koroška, okej. očajna ovca. Okej. ja. In goveje imamo tudi še ne 10 komadov, tle so bike pa telice. Potem pred 5 leti sem z gosimi začel, da Ja. imam skoraj 200 gosi. To je kar veliko. To je kar Sploh veliko, v Sloveniji, ne vem, če je kakšen takšen rejd skoraj da. In to pa je za Martinovo, novembra se zakolje. In ja, mi smo specializirani, da pridelujemo, no, kako se reče, prehrano. Se pravi, delate izdelke. v bistvu Izdelke, mesne. kmečke, specializirani na to, da delamo izdelke, kmečke izdelke. In oče tudi peče kruh, Rženi kruh, ne? rženi kruh in včasih tudi kakšno marmelado naredimo, ki jo prodajamo, ali kakšen sok. In te izdelke vse v bistvu prodajate doma na domačiji. To od doma prodajamo, ja. Ni težko prodati, verjetno se najdejo kupci, ki cenijo domače. Seveda, ker to ja tudi že dolgo delamo, pridejo, pa si sami lahko vzamejo in nimamo probleme, da ne bi prodali stvari. Super. Zdaj, goske so kar glasne, a to v vasi kaj moti sosede? Sigurno, sigurno. Pa ne povejo, ali? Ne, mi se z sosedimi zelo dobro zastopimo in je tudi tako, v tem pol letu, ki jih imam, so polovica leta, also prve 2 meseca so v štali in tudi še prve 3 mesece nimajo še ta glas potem šele pride v 5. mesecu in Ko so odrasle, ja. ko so odrasle in potem pa je, ob tem času pa se začne jesen, da ni več toliko sonca, pa ni več tako toplo, potem jih pa dam iz vasi, so pri sosedih mimo po cestah in da so potem na paši da so na odmaknjene. paši čisto daleč iz vasi, da noben ne more kaj reči. Ja, ker ne predstavljam si, kako so glasne, ko Ne, jih je toliko na kupu. Ja, tudi moš tako videti, seveda včasih so glasne, če jih ven dam, so ene 20 minut glasne, ampak potem se pomirijo in jejo kaj in spijo. Imajo tak faze. Ni tako, da bi zdaj non-stop cel dan Ja, bile glasne. ko jih kaj razburi, Ja, oziroma včasih imajo nekaj, da so en samec vidi kakšno samico ali in hoče njeno pozornost. ja. Ampak potem dobi pozornost še cele vasi poleg. Ja. Zanimivo, no, to pa super. Pa gre prodaja za Martinovo, to je aktualno, goska? Ja. Ja, seveda, ja. No, superca. Pa rekel si, da imate tudi čebele, če se ne motim. Ja, čebele imamo tudi. Moj stari deda je že vedno imel čebele. Prej smo imeli več kot 20 panj. Imamo tudi aže panje, kot so tipični za Slovenijo. Res je. In tudi kranjsko čebelo In smo se kranjska, pogovarjali. ja. V naši regiji je samo dovoljena kranjska čebela, karnika. In zdaj pa večinoma dela zdaj moj stric, imamo jih še okoli 10. Moj stric dela, ampak zdaj bo on sam naredil pri sebi eno malo huto in potem bom pa jaz tle sam delal še. Je kar precej ste pridni, to je ob službi, tako veliko kmetijo, raznoliko. Ja. Je dan kar kratek zate, Potem boš pa za punco tudi še čas imeti. Bova prišla do tja, ja. Se pravi, zdaj si ti gospodar kmetije, kako je do tega prišlo? Ja, moj oče je šel pred skoraj 2 leti v penzijo. In tle je tako bilo, da so mu rekli, lahko greš, ampak če greš v penzijo, ne smeš več sam imeti kmetije, se pravi. Ja, Se pravi, ne kmetije. smeš biti gospodar več Ne kmetije. smeš biti Če gospodar, želiš iti v moraš dati penzijo. v najem. In to je pa bilo še najbolj komplicirano, zato pa sem jaz zdaj vzel v najem. In ja, zdaj upam, da bom letos, da mi bo on dal kmetijo.
na Tudi papirju. lastniško. Lastništvo, ja. Ker to pa je razlika, pri nas tega ni. Oziroma, ja, da bi najel od očeta, da bi šel v penzijo, to še nisem slišala. No. Tako da zanimivo, ampak je na nek način prav, da pride do te spremembe medgeneracijske. Ampak pomagate pa vsi na kmetiji, vsi družinski člani na kmetiji, verjetno, kako si razdelite delo? Ja, seveda sem jaz že vedno bil tak, ki bo kmet in ne več delal. Ja, oče je doma, drugi tudi, druge sestre pa brat grejo v službo, ampak če je nekaj za pomagati, pa radi pridejo. Ko je brat še živel doma, seveda je vedno pomagal, zdaj ima tudi svoje stanovanje. Ampak pot od službe do svojega stanovanja je more mimo nam, pa se ustavi, pa pogleda, če je kaj kosila, potem pa ga že vprašamo, če lahko to ali to naredi. In ja, če se rabi pomoč, vprašaš ljudi, tudi če imamo koline. Je to še vedno tradicija pri vas? Tradicije, tete pa strici pridejo, potem je kar možno, da je pri kolinah kakšnih 10 ljudi tle, potem je kar družba. Na kmetiji je pomembno, da se v bistvu dobro razumeš z družino, drugače je ful težko kmetovati, ker vsake roke pridejo prav, ki pomagajo. Imaš pa tudi dekle, sva se pogovarjala, ne? In tudi v bistvu živita kje? Ja, sva se spoznala na Dunaju in je tako bilo, da sem se tudi z mojim bratom sem bil v isti sobi, in ko je ona tle na Koroškem dobila službo, ker je iz Tirolske, sva rekla, rabiva naš prostor, in sva šla v eno stanovanje, tudi tle v 3 minute proč od domačije, in sva zgoraj zdaj doma in imava naš prostor. Super, je kar pomembno, da so mladi majčkeno ločeni, pa kako si že rekel, da so ločena vrata, a ne? Ja, seveda, včasih malo naporno, ker ne veš, kje imaš svoje stvari, a so doma ali so zgoraj, to je največji problem. Ampak Saj sem 3 minute stran. upam, da bova kmalu prišla doma in da bomo našli rešitev s staršema, kako bi lahko našo veliko hišo naredili za starša pa za nas dva. Da bi preuredili. Ja. Pa tudi samo kmetijo si rekel, da imaš željo posodobiti, ne? Kakšne imaš cilje za naprej? Ja, pri nam je vse staro, in hočem naprimer pri prašičih hočem malo hlev renovirati, pa tudi za slamo, da so prašiči na slami, ali zdaj gradim, ali sem že skoraj končal tak mobilni hlev za kure. So na pašniku potem? Potem, da so na pašniku, točno. In ja, mora, da postavim nekje eno malo huto za gosi. In ker zdaj je tudi, to je malo naporno, ker jih moram vsak dan od štale 500 metrov na drugo stran vasi zaženite. Sredi vasi ste, pa je potem malo težje, ne? Ja, to je malo težko. Tudi govedo imate na paši, ne? Ja, telice imamo na paši, ja. Pa to tudi ni čisto ob hiši, ob kmetiji? Ne, to je spodaj pri Dravi, 1 minuto proč. Rekel si pa tudi, da gostite že mnoga leta praktikante iz slovenskih kmetijskih šol. Poveš malo več o tem? Ja, s tem je že moj dedek začel, da je dobil praktikante. In vem, ko sem jaz bil otrok, smo skoraj vsako leto imeli včasih 2, 3 praktikanta iz Novega mesta, iz Ptuja, iz Grma, Nakla. In zdaj zadnjih par let ni več bilo iz Slovenije, zdaj sem jih sam imel iz Avstrije. In ja, to je preko enem Erasmus projektu, ki je pri nam Marinka Mada, ena kmetica, organizirala. In imamo več kmetij, tudi dvojezične kmetije, ki preko tega Erasmusa dobijo praktikante iz Slovenije. Da jezik tudi ni ovira, da je lažje, ne? Ja, seveda. Super.
Koliko časa pa so pri vas potem praktikanti? Ja, je včasih čisto različno bilo, včasih tako, da sta bila samo 2 tedna ali do 2 meseca. Oh, wow. In potem pomagata na kmetiji, Ja. pomagajo na kmetiji. Seveda, also pridejo, včasih me vprašajo, kako imajo delovne čase, to tega ni, je družinski član, živi kot mi, če za delat, gremo na delo, če kosilo je kosilo, potem se malo za počit in včasih imamo več dela, včasih imamo manj, če je zvečer nekje za požurat, se gre požurat in če je dolga noč, pa se lahko bolj dolgo spije. Kako pa se žura na Koroškem? Imate Ja, kakšne veselice? Imamo dosti veselic, veliko praktikantov, morda pa nekdo posluša, bo pa že vedel, da naslednji dan ni več bil tak fit. Zanimivo. In kaj bi kaj rekel o naših mladih? So pridni ali niso pridni? So zelo pridni, Ja? zelo pridni, ja. Večinoma pridejo, pa sami vidijo delo in sploh, če imajo sami doma kmetijo, so za kaj. So za kaj? So za kaj, To je ja. pa čisto taka narečna slovenska folklor. Povej mi mogoče tudi tvoj vidik, kako ti vidiš kmetijstvo pa kmete v Sloveniji? V Sloveniji, Oziroma to razliko med nami pa vami. Verjetno si bil tako v stiku, da imaš kakšen komentar ali pa kakšen opasko. jaz imam če vidim slovenske kmetije, si včasih mislim, ste pa včasih še bolj organizirani kot v Avstriji. In če sem videl včasih, da so imeli mlečne robote že na Koroškem, še sploh ni bilo jih v Sloveniji so jih pa že leta prej imeli. Ja, že 20 let, po mojem, jih imamo. Ja. In imate skoraj glihne standarde kot pri nam. In to se tudi vidi. Jaz tudi vidim, da so veliko ekološke kmetije. To se mi zdi, če grem, pa posoda table stoji, ekološka kmetija tle, ekološka kmetija tle in je tudi prav. Evropska unija zelo podpira ekološko kmetijstvo zadnja leta in se to kar pozna. Na število kmetij tudi pri nas. In tudi rad hodim na sejme. Ja, prideš na sejme? V Zgornjo Radgono, ali zdaj morda en prijatelj mi že 10 let piše, da ne pridem na Komendo, pa mi nikoli niso šlo. Pa 2krat na leto imaš priliko, pa ti še ni uspelo. In tudi rejši hodim, ker imajo tudi veliko več stvari za kmeta, ki je normalen. Also normalni kmet, če greš tle na kakšen sejem v Avstriji, to je noro, kakšne mašine, pa stroji, pa traktorji, noben ne rabi za te male površine, ki jih imamo tle. Sploh v Sloveniji so tudi male površine. Ja, seveda, ne rabimo tiste največje Okoli modele. Ljubljane, ki so večja polja, ja, morda, ali pri nam na Zgornji Avstriji. Ampak pri nam so tako male površine, kdo to rabi. In to mi je všeč, da je v Radgoni še bolj tudi za male kmete, da so stroji za male kmete. Tisto, kar se najbolj prodaja. Ne pa samo tiste veliki novi modeli, tehnološki napredni. Kaj je vino zelo poceni, potem pa radi gremo. Lepo, ja, smo kar vinorodna dežela. Sigurno so praktikanti iz Grma prinesli kdaj kakšen cviček s sabo ali pa kaj podobnega. Imamo toliko prijateljev, da veliko jih prinese kakšno vino ali ki pridelujejo vino. Ko sva se pogovarjala po telefonu, si pa tudi rekel, da Slovenci malo preveč jambramo, a ne? Da ni tako hudo, kot mi mislimo. Ja, res ni tako hudo. Slovenski kmetje že znajo delati in vejo, kaj delajo. In če vidim včasih slike na Facebooku ali zadnjič sem spoznal na sejmu v Celovcu 2 kmeta itak tam pri Brezovici, pri Ljubljani, imajo doma živinorejo, pa mi je fotke pokazal, sem si mislil, to je lepa kmetija, pa super izgleda. In ja, ne samo Slovenci, tudi naši kmetje jamranje nič ne
Ne pomaga. Ne pomaga. Včasih je prav, da se malo pojamra. Ampak do meje, ne? Ampak do meje, ja. Kako si že rekel, da če oče ves čas jambra, sin ziher ne bo prevzel Ja, kmetije? ne, so kmeti, ki rečejo, moje 3 hčerke, noben noče kmetijo prevzeti. Ja, potem pa jaz rečem, ja, seveda, če ti že 50 let samo jamraš, da je kmetijstvo za nič, zakaj bojo pa prevzeli, no? Rajše grejo drugo službo. Mislim, taka čisto preprosta logika, ampak Ja. smiselno. No, ti bi rekla, da te najbolj lepe kmetije v Sloveniji si precej pomagajo z evropskimi razpisi tudi. Je to tudi tle pri vas dosti aktualno? Da denar dobijo od Ja. Evrope. Ja, Ja. seveda, sploh gorski kmeti, ki imamo jih na Avstrijskem zelo veliko, v Sloveniji po mojem sploh ni toliko planin, ki jih imamo mi tle na Tirolskem ali na Zgornjem Koroškem ali v Salzburgu. In ja, ki je zelo težko pri moji punci doma, tle polovica površine samo z roko. Lahko narediš. Na roko. Ali pa res specialna mehanizacija, ki Ja, je pa res draga. specialna, ne? ta je pa zelo draga. Ja, To je pa si zelo pa, drago. si pa kar težko privoščimo tudi Ja. pri nas. Mogoče veš definicijo, kaj pri vas rečejo gorska kmetija? Je to nadmorska višina ali je relief? Ne, je oboje tudi. Ja. Kombinacija, ne? Kombinacija, ja. Podobno potem kot pri nas. No, pa da ne bova govorila čisto samo od kmetijstva, čeprav je tvoje življenje prežeto s tem, si rekel, da malo prostega časa pa tudi mora biti za punco in za druge stvari. Kaj še rad počneš? Kaj še rad počnem? Ja, sem kulturnik, pojem pri Slovenskem moškem zboru Bilka v Bilčovcu. Sem lovec, rad grem na lov, sploh v Sloveniji. Lovci v Sloveniji so mi najbolj všeč, z njimi je tako fletno vedno in rad grem v Slovenijo na lov. In kaj pa še? Ja, gasilce imamo tle, gasilec sem. Pa mogoče še se dotakneva tega, da si lovec. Je to pogosto tle pri vas, da so kmetje lovci? Ja, pa ne. Ja, pa ne. Ja, pa ne. Ja, pa ne. Če koga zanima, ali da so starši že lovci pri meni, moj dedek je bil, ampak je že nehal, preden da sem jaz bil na svetu. Mene je samo vedno zanimalo. Imate kakšne težave z divjadjo? Pri nam tle, hvala Bogu, ne, mi imamo samo srne pa gamse, včasih kakšnega jelena, ampak da bi z divjimi svinjami ali kaj probleme imeli, to nimamo. To pa ne. Pri nas so se precej srne nehale, ker je zdajle šakal napadal. Je tudi do vas že prišel? Šakal je tukaj, so v moji občini ne, ampak na drugi strani Drave jih je že močno, pa imajo že veliko probleme. Ampak na Koroškem, ne, komu povem, Slovenci imate dosti zveri, volkove imamo veliko že. Tudi in tukaj. To je pa problem na planinah. Na paši tudi? Na paši seveda. Za mlade teličke, Povsod, jagnjeta. Ja, pri meni je pred 3 leti me je volk strgal eno ovco. Ja. Kako pa lahko potem, na kakšen način v bistvu sanirate to? Lahko se odstreli tudi, če so kakšni napadi? Ja, na Koroškem imamo ta fenomen, ki jih sploh ni na celem Avstriji, samo na Koroškem, da je politika naredila, če pride volk dvakrat, tako cirka bližine vasi, da se javi, in potem je to problemni volk in se lahko ga ustreli ali da nepar ovc ali da naredi škodo. Da naredi škodo, in jaz smo jih sigurno že 30 volkov na Koroškem ustrelili. Ne, seveda tukaj jih je veliko tukaj. Pri nas bi rekla, da se težava začne, če pride v Ljubljano, mislim v mesto, na vas še ni težava toliko, da bi lahko odstrelili. Volk je tudi samo žival, ki hoče živeti, ampak prav bi bilo, da bi spet dobil ta respekt pa to strah, da ne pride do vasi ali do pašnikih,
In to se mora spet naučiti, in to pa to ne traja 20 let, to traja 200 let, da se bo to spet naučil. Mora biti neko ravnovesje, da lahko on živi v miru in ljudje v vasi. In če hočemo spet pastirce imeti, ki je lepo biti pastir, ampak to se je nehalo, ker si tudi nekje v planini, pa moraš samo na živino gledati, pa nimaš čas za druge stvari. Potem se mora to tudi splačati in tudi subvencionirati. Da bi nekdo opazil živali. Ja, točno. Res je, imaš prav. Bi rekla, da imaš pa še eno tako ljubezen do narave, in sicer do ptic. Odkje pa je to prišlo? Korona mi je malo pomagala s tem, da sem vedno šel malo gledati ptice, preden je kosilo bilo, sem šel gor v cerkvi, pa malo ptice gledal. In sploh moj deda mi je vedno rekel, je bila smrdokaura tukaj in ni bila tako pogosta, so vsake 2 leti samo eno videl ali kaj. Pri nam se pa reče po domače buti. In ko sem jo zagledal, mi je vedno srce smejalo, ker sem na dedeka mogel pomisliti. In zdaj pa jaz tle pomagam pri veliko projektov. Imamo hiše za smrdokaure, jih sem sigurno že 30 postavil in imam tle samo v moji mali vasi sigurno 3 parčke, ki vsako leto zdaj že smrdokav. Vsi iz vasi, če nekdo jih vidi spet, pa mi pride pa reče, da danes so tle bile in je vsak vesel, če jo vidi. Prepoznaš po glasu? Ja, seveda, to že. Jaz po glasu prepoznam jih samo kukavco pa sovo, pa se pa neha. Ti verjetno poznaš pa še kaj več, ne? Ja, vse ne. Jih je preveč. In pri nam je tudi sova, majhna sova na avstrijskem. Sicer pravimo ji čuk, ampak ni čuk po originalno, ne vem kaj, je mala uharica, ne mala uharica tudi ni. Neki od sove. Čisto majhna. Minisova. Minisova. Si jo že videl? Sem jo že videl in ta je pa najbolj redka na celem Avstriji. Imamo jo samo tle na Koroškem, pa še na Štajerskem po mojem, ali na Gradiščanskem. Pa si res poznavalec. Za dekle si tudi kaj časa vzameš, greste kam na dopust? Ja, seveda, zdaj sva glih bila v Piranu malo. Aha, v Slovenijo, lepo. Jo, rad gremo v Slovenijo, na morje, ja. Na morje imamo na kalamare, vina. Simpatično. Počasi greva h koncu, še 2 taki vprašanji bi imela, eno malo prepleteno s tradicijo. A mi poveš morda, kakšen praznik ohranjate v vaši skupnosti, ki nekako izvira iz naših krajev? Pri nam tle v občini, ja seveda, cerkvene praznike imamo veliko. Pri nam rečemo semen. Semen je cerkveni, če ima, pri nam je sveti Peter in Pavel, če imata... Aha, kakor godujeta? Ja, godujeta, potem pravimo semen. In tle je potem procesija, in pa imamo našo specialiteto česova župa, to je kisla juha, česova župa, pa nabulana prata, polnjena prata. Aha, nabulana prata. Nabulana prata in to so naše specialitete. Potem imamo tle tudi krampuse, pakle našo skupino, ki je tudi, te so še tradicionalni, veliko pakli niso več tradicionalni, ker imajo take obraze, pa ne vem kaj, naši so pa še prav taki originalni. In kaj je tudi tle, tudi samo v Rožni dolini je pehtra baba. Kaj pa to? To pride po noči, ki je po Silvestrovom, also na dan, po noči, ki so sveti trije kralji, pride, pa straši po vasi. Prej je vedno tako bilo, mi otroci smo tle sedeli, pa morda še eni bratranci, potem je pa prišla pa po
po šipah, Potrkala na okno. ketno, pa za A s palec. ketno? No. Potem pa not prišla in ima eno hardaco, Se pravi, lasuljo. ja, ki jo imajo stare mame zgore. In, Pa ruto. Aha. in obraz ima neko nekaj črnega, čez da obraza ne vidiš. Aha, kot eno masko črno. Eno masko in potem not pride, pa ne govori, pa moraš straši in potem mi moraš poskusiti klobaso od vilc dobiti. Aha. Da klobaso gor in gre tja in ti kot otrok moraš jo Hočeš klobaso dobiti iz njenih vilc. Potem pa spet ven gre, pa pride spet pa na tle da pomaranče pa sladkarije. Aha, sladkarije potem prinese, ne samo klobaso. Ja, in potem pa spet gre v temno noč in... A ste se otroci bali pehtre babe? Ne, smo jo radi imeli. Ste jo radi imeli, ampak... ker ste vedeli, da na koncu sladkarije. Ja, točno. In to poskušamo zdaj še ohraniti, da imamo prijatelje in gremo, ali če nas kdo vpraša, da gremo v kakšne domove ali tudi v gostilne. Malo gostilne, da če so tam kakšni ljudi, da nekoga malo za ušesa dobiš. Podsukate. In super, da to je ena ohranjate. tradicija, ki je tle pri nam. Ja. Simpatično. Bi morda čisto ob koncu pa še povedal, kaj ti pomeni družina. Ja, družina, tle, ki smo mi doma, da te ima nekdo rad in da se vedno imamo radi, tudi če se včasih skregamo, tudi če z očetom včasih, ker vsak dan se vidiva, pa vsak dan skupaj delava in to vsak drug kmet tudi ve, da se včasih se skrega, ampak se mora spet naslednji dan, se moramo spet radi imeti in to je tudi naša stara mama vedno rekla, da je najvažnejše, da se imamo radi in Lepo, lep zaključek. Dominik, hvala ti. prosim. Se pravi, danes smo imeli v podcastu Dominika, tazga realističnega, optimističnega, zamejskega Slovenca, ki nam Slovencem vsem pravi, da ne jamramo toliko, da nam gre kar dobro. In tole prijetno, dobro vzdušje med zamejci pa bom ponesla tudi domov. Včasih je res treba iti malo k sosedom pogledati, da vidiš, da je naša domovina lepa in da naše navade, tradicija, pa tudi naš jezik gredo tudi preko meja. Zdaj vam poslušalcem pa nekako želim dati en tak namig za premik, obiščite malo avstrijsko Koroško, so res zelo lepi kraji, če tudi je pot do tukaj malo vijugasta. Vzemite si čas, pa pridite pogledati Koroško. Danes sem bila z vami Mataja Kopar, vi pa ste poslušali podcast Mladost na kmetiji.